Hvala lepa. Lepo pozdravljeni vsi, ki so vas pritegnile angelske energije, pa če je naslov mogoče še tako smešen. Zdaj pa me zanima, koliko med vami že pozna angele, dela z angeli, ima kakorkoli, kakšen občutek, kaj bi to lahko bilo. Pa imamo kakšne. Saj lahko tudi previdno dvignete roko, da ne bojo vsi videli, da ste čudni, kolikrat sem jaz, ko o tem kar javno govorim, a ne? A je kdo mogoče pripeljal s sabo svoje angele? No, super. A mogoče kdo ni vedel, da jih mora pripeljati s sabo? Ok, tudi tisti, ki niste vedeli, naj vam jaz povem kot certificirana angelska terapeutka, da so angeli z vami vedno, tudi če vi zanje ne veste. Tako da mene so angeli pravzaprav popeljali na pot osebnega in duhovnega razvoja približno 10 let ali pa še več tega. In potem sem leta 2008 tako močno začutila ta klic, da sem šla na drugo stran sveta, k Doreen Virtue, verjetno ste že slišali za njo, ona je nekako nesporno angelska kraljica v svetovnem merilu, kjer sem naredila tudi tečaj. Ampak takrat se je v resnici moja pot šele začela. In če bi mi 1 leto nazaj nekdo rekel, da bom danes na knjižnem sejmu predstavljala svojo knjigo, bi se mu najprej smejala. Predvsem zato, ker 1 leto nazaj sem imela eno predstavitev o angelih v knjigarni Zdaj. In takrat sem govorila o angelih na splošno, knjige Doreen Virtue, njene karte in tako naprej. In potem je na koncu ena gospodična prišla do mene s knjigo od Doreen in me prosila, če se lahko vanjo podpišem. In jaz tako, pa jaz nisem napisala te knjige. Rekla, vsem bi jaz rada vaš podpis. In sem se podpisala. In ko sem se podpisovala, sem rekla, jaz bi pa to lahko počela. In danes verjetno bom to počela, tako kot počnem to že od aprila dalje, ko je šla knjiga Angelski svetilniki. Angelski svetilniki so prihajali in svetili od leta 2008, ko sem delala kanalizirana angelska sporočila. To pomeni, ljudje so spraševali za svoje težave in jaz sem enostavno šla v meditacijo, se povezala z angelskim vodstvom osebe, ki je spraševala za težave in tisto, kar je prišlo skozi mene, natipkala na laptop. To je bil najhitrejši način, pa še to se mi zdi, da so včasih prsti prepočaste. Potem sem to shranjevala na računalnik. Tam je ležal, nič nisem s tem drugega počela, sem rekla, enkrat bo že prav prišlo. Na vsake tok časa sem pa kar kakšnega odprla pa prebrala. In vsakič, ko sem ga odprla in prebrala, je imel točno tisto sporočilo, nek odgovor tudi zame. Nekaj tistega, ki vsak dan iščemo, ko smo v težavah, ko smo v temi. In 3 leta nazaj sem bila jaz v eni zelo močni temi, ko sem pustila službo za nedoločen čas in rekla, da bom pa jaz to počela za polni delovni čas in sem imela svoj SP, svojo trgovinco in čakala, da bojo ljudje kar sami od sebe drli v mojo trgovinco. In seveda ni noben prišel, 14 dni. In takrat se je začela moja dolina solz, ko enostavno ni bilo prihodkov, ko takrat sem bila tudi sama in ni bilo partnerja, ki bi me podpiral. In takrat se je meni zdelo, da je res tista tema. In ko si v temi, takrat ne moreš razmišljati tako zelo pozitivno, ker ni tistih svetlih točk. In jaz sem klicala angele, to sem že vedela, to sem že znala, se to sem počela. Pokažite mi pot, dajte mi eno idejo, dajte mi neki, In skozi je bilo, napiši knjigo. Kakšno knjigo, o čem? O tem, koliko mi je grozen, o tem, kako stvari ne štimajo, o tem, kako sem sama, kako so šli vsi moji tisti predhodni partnerski odnosi, nekam, Kaj naj pišem, In sem razmišljala, dokler ni prišla spet tista lučka. Pa se ti imaš knjigo že napisano. Kakšno knjigo imam jaz napisano? Lepo prosim, nimam jaz nobene knjige napisane. Do lanskega leta, ko sem v tisti knjigarni podpisala knjigo, ki ni bila moja. In takrat sem se jaz spomnila, jaz imam res knjigo že napisano. In sem začela vse te zapise, ki sem jih takrat kanalizirala, zbirati skupaj. Jih anonimizirala, tako da sem vse podatke ven vzela, tiste osebne.
In z vsakim sporočilom sem šla eno stopno naprej. Z vsakim sporočilom se mi je bolj odpirala, z vsakim sporočilom sem spet slišala angele. In potem, ko sem jih poslušala in ko sem brala spet eno knjigo, ki je bila tudi kanalizirana, jaz tisto knjigo berem in si mislim, joj, ka bi jaz tako slišala angele, a ne? Pa ka bi meni tako govorili, ka oni tam noter. In pa mi pravijo, ja, pa kaj pa misliš, da počnemo s tabo? Kaj pa misliš, da počneš, ko to knjigo zdaj skupaj sestavljaš? In to ni samo, da govorimo tebi, govorili bomo svetu, govorili bomo vsem ljudem. In tako je nastala ta knjiga v resnici. Tako da, tako zelo na kratko. In tisto, kar se je pokazalo, da so te angelski svetilniki, je to, da ko jih ljudje primajo v roke, pravijo, Manca, to je tako, da bi to knjigo ti napisala zame. Jaz rečem, bila je napisana zate. In zate, in zate, in zate, in zate, in zate. Ker imamo vsi iste težave, več ali manj. Vsi se znajdemo enkrat v temi. Vsi se znajdemo v tistih temnih trenutkih. Vsi se znajdemo na razburkanem morju. In na tem razburkanem morju kaj rabimo? Lučko, rabimo svetilnik, rabimo nekaj, kar nam da upanje in nas potegne ven. In to so svetilniki, potegnejo vas ven. Zato, ker jih lahko odprete in dobite sporočilo. Zato, ker jih lahko preberete od začetka do konca in 500-krat slišite oziroma preberete, dovolj znaš, dovolj si vredna. Vse je že v tebi. Poslušaj sebe. Vse ti govorimo skozi tebe. In tisto, kar angeli v resnici govorijo skozi nas, je pravzaprav enak glas, kakor je naš glas. Ne bo to nekaj od ozunij, ne bo to en moški glas, ampak bo ta glas tukaj noter. In tisto, kar nas angeli učijo, je, da končno razpremo svoja krila. Da se nehate pretvarjati, da niste dovolj dobri, da nehate verjeti, da ne znate dovolj, da ugotovite, da vse tisto, kar iščete zunaj sebe, je že v vas noter. In to je tisto, kar najtežje verjamemo, a ne? To je tisto, kar je, mi bi vsem radi še nekoga šli vprašati, pa vsem drugi še toliko več vejo. Pa vsem, mogoče bi še enega strokovnjaka tam nekje vprašali, pa mogoče bi še nekomu neki, ne, šli pa neki še tam zvedli. Ampak vse je že v nas. In knjigica je v takem luštnem zanalašč namenoma, v takem luštnem priročnem formatu, zato, ker sem rekla, jaz jo hočem med sabo v torbici, vedno. Zato, da jo lahko kadarkoli odprem in preberem. In res jo nosijo sabo v torbici. Jaz imam pa še to pač možnost, da imam eno na nočni omarci, pa eno v kuhinji na mizi, a ne? Zato, da kamorkoli pridem, da lahko vedno pogledam tisto, kar rabim takrat v tistem trenutku zvedeti. In ko enkrat rekla, jo primete v roke, ne boste dali več iz rok. Zato, ker vam bo res svetilnik. Zato, ker vam bo v tistem trenutku dala odgovor. In tudi tamle, na temle štantu od Primus založbe, kjer knjigico lahko kupite, če jo boste odprli, samo odprli, boste sigurno točno tam dobili odgovor, ki ga iščete že en čas. Če ima kdo mogoče kakšno vprašanje, je zdajle priložnost, ali pa potem, da me tudi tamle pocukate za rokav. Drugače pa še mogoče v tem, veliko ljudi me vedno sprašuje, kako prepoznam, da so res angelski znaki angelski. Ker angeli z nami komunicirajo na različne načine. Verjetno ste že slišali peresca, ki padajo z neba, pa kakšne številke, ki se pojavljajo, take one trojne, dvojne, četvorne, ne? Stvari, ki se ponavljajo. Lahko je napis. Angeli bojo z nami komunicirali na način, da bomo opazili. In ne se sprašvati, a to res ima pomen ali ne. Ima ga za vas v tistem trenutku. Ena stranka, ki je prišla k meni, je rekla, ko sem se peljala od tebe, me je potem klicala, rekla, ko sem se peljala od tebe, sem čutila, da se ne počutim najboljš. Ampak jaz sem pozabila, kjer ga angela moram poklicati. Jaz sem pozabila, kako je že on moj veka zdrav.
Zdaj rekla, jaz ne vem, kako je on moj ime, kar zdrav, ampak nekako mi bo že sporočil. In ko se je peljala od Ljubljane proti Vrhniki, je tam eno gradbišče in eno podjetje, ki se imenuje Rafael. In je bilo tako na veliko napisan plakat Rafael. Rekla je, v tistem trenutku, ko jaz to razmišljam, jaz opazim tam tisti napis Rafael. In sem ga poklicala in rekla, ker sem se pripeljala do Vrhnike, sem bila že dobra. Tako da, koliko ljudi se tam meni pele, pa nobenemu to ne pomeni mogoče Rafael. Njej v tistem trenutku je. Tako da v tistem trenutku, ko postavite vprašanje, vedno pričakujte odgovor. In to je tisto, kar rečete, pa ne, to ne more biti. Točno to je. In tisto, kar vas tudi angeli, oziroma kar so mene najprej učili in kar tudi vas učijo, je, dajte zaupati sebi. Ker če vi vidite tam napis, vam bo 10 ljudi rekli, ma ne, to je slučajno. In pa mi raj njim verjamemo, kakor ti smo svojemu občutku, se to je bilo to. Tako da vsi te znaki, kako ta nevidni svet komunicira z nami, so tam. Na vas je, a jih opazite, na vas je, a jih poslušate, na vas je, a jim verjamete. Če jim ne verjamete, pač niso, ne? Ampak bistvo je, da vam v tistem trenutku malo dvignejo vibracijo. In ko se vam vibracija malo dvigne, se soočite z naslednjo situacijo iz te dvignjene vibracije. In je potem rezultat drugačen. To je bistvo. Angeli nam ne bojo takole manifestirali, kar tlele, da se bojo pokazali. Zato, ker roko na srce v glavnem bi nas kapil. Če bi se to zgodilo, da bi se tle en angel zmanifestiral vsej svoji lepoti, kaj pa zdaj, ne? Ljudje se običajno tega ustrašimo. Zato so njihovi načini malo bolj subtilni, malo drugač. Zato komunicirajo skozi karte, komunicirajo skozi knjige, komunicirajo skozi sporočila, komunicirajo skozi ljudi. A se vam je že kdaj zgodilo, da se je nekdo pojavil, pa vam je točno v tistem trenutku nekaj dal, ali pa rekel, pa zginil. In ste imeli en tak občutek, kako pa glih zdaj, kakšno naključje je pa to. Mi smo vedno lahko angeli, drug drugemu, zato ker dobimo nek impuls, da moramo stopiti k nekomu, da moramo nekaj reči, da moramo nekaj dobrega narediti, da moramo nekam drugam zaviti, kot ponavadi. Tako da na vse te načine vam angeli pomagajo, da vam je lažje v življenju. Nič ne bojo naredili namesto vas, to vam že zdaj povem, nič ne bojo namesto vas naredili. Včasih vas bojo porinali še malo globje od rek, zato ker je to včasih edina varianta, da vam jasen rata, ker ljudje smo zelo tako fajn, da ne naredimo spremembe, če nam res ni dosti hudo in šele, ker nam je zares dosti hudo, takrat pa rečemo, ajde pa poslušam, kaj mi imate za povedati. Tako da včasih nas morajo še malo globi potisniti, pa pravimo, kako so to dopustili. Pa če smo iskreni, pa ugotovimo, da so mogli to dopustiti, zato da je nam jasen rad, ker mi smo tako zelo radi trmasti. In tisto, kar je meni najbolj všeč pri tej knjigi in je radal spontano, je, da ko jo odprete, knjiga razpre svoja krila. Zato, da se spomnite, da imate tudi vi svoja angelska krila. In ta bomo zdaj odprli. Tako da moji seminarji in to, kar počnem, takrat so znani potem, da ljudi ne pustim, da kar samo sedijo. Tako da vas bom zdaj prosila, da ostanete. Tako malo. Mi se tako radi se tudi v življenju zasedimo. Tako prav radi. Se lahko odložite. In zdaj si predstavljate tlele med lopaticami, tle rastejo krila, ponavadi. Pa takole malo pomigite, tlele od zadnji, probite začutiti, kako bi bilo, predstavljajte si, da imate tle krila. Koliko so velika, koliko so težka, koliko malo probite začutiti težo teh kril. Mogoče si lahko celo predstavljate, kakšnih barv so, koliko so velika.
Zdaj pa čist počas, ker so takole lepo zložena, zdaj pa počas razprite. Pa pazite, da soseda ne boste v nos prcnali svojimi krili, torej lepo razprite. Lahko si tudi malo z rokam pomagate. Jaz ne moram sta drugo, ker držim mikrofon, ampak lahko si predstavljate, kako se razprejo vaša krila. Kakšen je občutek, ko se razprejo ta krila? Glede na to, če pogledate naokoli, boste videli, vsi se malo smehljate, se pravi, noben se slabo ne počuti, ob tem, ko se razprejo krila. In sigurno, tisto, kar dobivam jaz povratne informacije, je, da če greste s tem, da si predstavljate svoja krila na en težek pogovor, če greste s tem, da si predstavljate, da imate v zadnji krila v eno težko situacijo, boste sigurno dobili boljši rezultat. Zato, ker kako se počutite? Dobro, ne? In če greste, ne vem, nekaj urejati na občino, pa greste s temi krili, sigurno na drugi strani tista oseba to začuti. In boste imeli 100% drugačne rezultate. In če vzamete v roke še knjigo, pa pogledate, kaj je tam glih za tist dan, boste dobili še dodaten tist poriv. In to se zgodi, ko se vam dvigne vibracija. In tako se tudi angeli lažje približajo vam. Zdaj se lahko usedete, pa ne kril zmačkati, tam so še vedno, ker čutite jih še zmeri. In ko tako lepo svoja krila nosite okrog, potem gre vaše življenje na boljše. In angeli lažje komunicirajo z vami in lažje vam povejo tisto, kar vam malo zapovejo. In potem poletite ven iz svojih temnih lukenj. Tako kot so meni pomagali, in je ta knjiga nastala. Tako da jaz bi se vam zahvalila za to, da ste bili pripravljeni razpreti svoja krila in bi vas samo na to spomnila, ne jih zapreti. In danes sem tukaj tudi zato, ne samo zato, da vam predavam knjige. Vsi tisti, ki boste zdaj kupili knjigo, dobite še en tak kratek angelski reading s kartami od mene. Če bo pa kdo želel, me pa lahko tudi podzuka za rokav, pa se lahko usedemo na kakšno daljšo, kaj povejo angeli za vas. Samo za vas, intimno, tisto, kar rabite vedeti. Hvala vam, pa vam želim še en prijeten večer. Mogoče v angelski družbi. Hvala lepa.